Danes je čas za novo oddajo Prebujeno srce Slovenije. Moja današnja gosta je dr. Tina Košir. Tina je že od malih nog radovednica. Najprej in najraje je učenka življenja, ki se iz trenutka v trenutek uči ljubeče prisotnosti in se hvaležno čudi čudežu bivanja. Od leta 2015 s programi Pot navznoter s Tino Košir sopotnice in sopotnike na notranji poti vzpodbuja k prijateljevanju s seboj in življenjem s pomočjo čuječe, celostne joge, meditacije in raznolikih pristopov samoraziskovanja. Svoje delovanje doživlja kot ustvarjanje srčnih daritev, namenjenih prebujanju notranje modrosti, miru, radosti in sočutja. Pri tem se naslanja na osebnostne vrline in uporablja veščine, ki jih je razvila skozi preteklo delovanje na različnih področjih. 12 let je bila ena od sovoditeljev oddaje Knjiga mene briga, v kateri se je ob zanimivih knjigah pogovarjala z izjemnimi sogovorniki. Ljubezen do umetnosti, literature in humanistike jo je navdihovala pri delu povezovalke kulturnih prireditev. Po diplomi iz primerjalne književnosti in filozofije se je posvetila doktorskemu študiju indijske filozofije, da bi poglobila razumevanje starodavnih duhovnih izročil v povezavi z lastnimi izkušnjami ter spoznanji na dolgoletni poti joge in meditacije, ki se ji predano posveča že od najstniških let. Po doktoratu iz filozofije nedvojnostnega tantrizma je kot raziskovalka proučevala poezijo indijskih mistikinj, kot asistentka na oddelku za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, pa 3 leta sodelovala pri izvajanju predmeta Uvod v kulturo Indije. V okviru izobraževanj za učitelje joge z različnimi šolami in centri sodeluje kot predavateljica zgodovine in filozofije joge. Trenutno doživlja obdobje izrazitega poglabljanja duhovnih uvidov, ki mu sama pravi sveti čas zorenja, zato večino svojega časa in energije posveča intenzivnemu notranjemu delu. Hvaležen sem, da se je odzvala mojemu povabilu dr. Tina Košir. Pozdravljeni torej v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Kot ste slišali v napovedniku, z menoj krasna izjemna gostja, doktorica Tina Košir, dobrodošla. Lep pozdrav, Dejan. Zelo sem vesela, da sem tukaj. Super, tudi jaz. Gostili smo že tvojo mamo, Manco Košir. In moja sestro. In sestro tudi, ja, tako da, evo, cel family paket. Tako. Odlično. Ukvarjaš se z jogo, že pred 20 leti, pri 16 praviš, da si začela. Kako se je začela ta pot? Kaj te je mogoče iniciralo na to pot? Jaz sem se vedno počutila zelo nedomače v svojem telesu kot mlada deklica, tako da potem, ko sem se seznanila z jogo, v bistvu na tak zelo indijski, dosti tradicionalen način, ki je bil precej usmerjen navznoter in k vzpostavljanju globljega stika s tem, kar zares smo. Se pravi, ne toliko na to, kako smo videti, ampak na to, kako čutimo, doživljamo svoje telo, občutke, kako se lahko podpremo pri tem pristnem stiku s sabo. Tako da zame joga v prvi vrsti še vedno pomeni to. Nisem mojstrica kakih zelo zahtevnih položajev, kakih zelo natančnih nastavitev, ampak vse življenje me že podpira pri stiku s svojo pristnostjo, svojo globino, kjer domujejo mir in radost in ljubezen, sočutje. In mi kaže pot v to notranje zatočišče, iz katerega lahko na tem potovanju potem podpiram tudi druge, tako da to čutim kot temelj svojega poslanstva. Super, lepo. Pri čemu vse lahko recimo joga pomaga, tvoje izkušnje? Pri marsičem, to je odvisno od oblike, ki jo kdo izbere, tako da obstaja zelo veliko različnih načinov, šol, metod joge seveda. Ta pristop, ki ga jaz učim, recimo, čuječe celostne joge, nam v bistvu zelo pomaga k globlji sprostitvi in k globljemu celostnemu občutenju sebe na vseh ravnih bitja. K temu, da si znamo v življenju narediti en tako zapik, da se učimo objeti sami sebe z vsem, kar doživljamo, in se povezati z tem notranjim mirom, ki nam potem lahko služi kot sidrišče na viharnih morjih življenja. Lepo.
Torej, dejansko je zdaj v teh časih čas za obrat vase, da gremo navznoter, da mogoče se poglobimo vase, da vidimo tiste globlje aspekte sebe, ki so bili še skriti v podzavesti in lahko tudi recimo na ta način določene omejujoče vzorce, navade, stališča, zastarela čustva prečistimo, mogoče transformiramo. Ne? Zagotovo, to je zagotovo tudi tvoja izkušnja pri tvojem delu, kaj ne? In se mi zdi, da različna orodja, ki nas na teh poteh podpirajo, so zdaj v teh časih in vedno dragocena, ampak zagotovo pa v tem času se mi zdi, pa da še več ljudi kot že sicer čuti potrebo po tem klicu. Čuti ta klic in čuti potrebo po tem obratu. In tudi tisti, ki že hodimo po tej poti, se mi zdi, da v tem času čutimo, da je dobro, da ta svoj stik z globino še poglobimo. Tako jaz tudi zdaj čutim. Zato si podarjam možnost, da si vzamem še več časa, še več prostora, da negujem ta stik, kajti iz tega stika, ko se zakoreninim, potem lahko vse boljše delam in imam tudi boljši stik z resničnostjo, z življenjem. Če pa ta stik izgubim, potem pa vse, kar delam, v bistvu ima manj duše. Pa komponiraš, sem videl na spletni strani tudi z meditacijami, a ne? Torej joga plus meditacija. Sem tudi v gimnaziji že zaradi teh svojih depresij začel z transcendentalno meditacijo takrat in tudi delal te joga asane in so mi zelo pomagali, ne? Tako da dejansko tudi pri nekih takih stanjih lahko pomaga, ne? Tako se joga večino zgodovine je pravzaprav pomenila meditacijo, pomeni povezavo, pomeni stik, ne? S to našo globino in z presežnim, z življenjem, z ljubeznijo, z veliko začetnico, jaz temu pravim, ta občutek povezanosti. Ker jaz pravim tako, ali smo v stiku, ali smo pa v stiski. Eno od tega dvojega. Vsaka stiska nas opozarja, da nismo v stiku. Ne glede na to, kako hudo je zunaj, če smo v stiku, čutimo, da počivamo v naročju nečesa, kar še presega karkoli hudega, kar se lahko zgodi. In smo v stiku s tistim v nas, kar je nedotakljivo, kar se večno obnavlja, kar je sam vir življenja. Wow, lepo si povedala. Učila si se tudi pri indijski učiteljici, a ne? V Tara Yoga centru, učiteljski tečaj, vašamih bila, ne, indijskih, mogoče kakšna izkušnja z tega področja? Meni je bilo to indijsko obdobje izjemno dragoceno. Sem zelo hvaležna učiteljici, ki je bila z mano v tem formativnem obdobju 12 let in me zelo kvalitetno in modro vodila na tej poti. Te tradicije so vedno tudi malo dvojne, imajo določene prednosti in potem ko pa mogoče dozorimo do določene mere, je pa tako, kot se reče v bistvu, ko prideš na drug breg, se izkrcaš iz čolna in znaš že tudi sam delati korake, tako da mene je ta zasidranost, v bistvu, če me konkretno sprašuješ, mislim, da mi je Indija dala ogromno. Zdaj se bom spomnila prvič, ko sem bila v Indiji, sicer Indija je tako vse najčudovitejše, kar je dostopno na tem planetu in vse najgrozovitejše, kar je dostopno v tem planetu in to vidiš včasih na eni ulici. Se pravi, blišč in beda, sveto in totalna odsotnost svetega, ampak vse je maksimalno živo, soočen si z maksimalno živostjo življenja. In Indija mi je v bistvu že takrat dala zavedanje tega, kako zelo nesamoumevno je marsikaj. In hkrati tega, koliko trpežnosti, koliko življenjske moči imajo ljudje, ker sem srečevala ljudi v najbolj revnih okoljih, ki so imeli tak žar, kakor tukaj recimo ne vidimo ljudi, ki živijo v velikem udobju, lagodju, pa ne vidiš tega žara v očeh. In mi to je dalo potrditev, da ta žar je nekaj, kar je znotraj in da je za tem vredno stremeti. Torej, kaj je tisto, kar me oživlja, kaj je tisto, od česar žarim, kar mi prižiga iskre v očeh in to živeti, kajti svet potrebuje ljudi, ki se iskrijo, ki žarijo, ker takrat, ko čutimo to, takrat tudi najbolj spodbujamo drug drugega v tem. In mislim, da imamo
vsega veliko, včasih celo preveč, veliko je na trgu produktov, storitev, vsega tega je veliko in dostikrat si damo sami še idejo, da bi morali biti še bolj produktivni. Ker spravim, dajmo se toliko ustaviti, da začutimo, v kakšnem stanju te stvari ustvarjamo, ker v tistem stanju, ko nekaj ustvarjamo, s tistim prežamemo, karkoli počnemo. Ali delam skodelico, ali delam kosilo za družino, da si prisoten, ali ustvarjam nek tečaj. To prežamem s tem, kar zares je v meni. Tako da kar pa na svetu res manjka, saj jaz tako čutim, ne vem, mogoče me lahko popraviš, pa res manjka miru, res manjka modrosti, take sočutne modrosti, ljubezni in pa tiste radosti od znotraj, kot jo imajo mali kužki. Tako. Bova nadaljevala po kratkem predahu, se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije, z menoj krasna gostja, dr. Tina Košir, ki dejansko zagovarja ljubečo prisotnost. Tina, kaj je to ljubeča prisotnost, nam lahko za naše gledalke, gledalce? To je v bistvu eno temeljnih indijskih učenj, brez katerih ni nič drugega. V sanskrtu se imenuje Maitri, v budističnih učenjih jo najdemo kot meta, pomeni prijateljskost. Zato jaz tudi pravim v bistvu prijateljevanje s seboj in z življenjem. In se mi pa zdi, v slovenščini imamo pa to čudovito besedo pristnost in prisotnost, ki nekako sta zelo sorodni, Samo en O dodamo pristnosti, pa dobimo prisotnost in obratno. In v bistvu z ljubečo prisotnostjo, v bistvu to samo se umirimo, lahko zdaj gledalke, gledalci poskusijo, če želijo, položimo lahko eno roko na srce, drugo na trebuh, zato da začutimo stik s sabo in si samo zaželimo. Naj mi bo dobro, naj bom srečna, mirna, naj bo vsem bitjem dobro, naj bodo vsa bitja srečna, mirna. In naj mi bo dobro, naj bom srečna, mirna. In včasih niti ne potrebujemo zapreti oči, jaz to na avtobusu delam, v trgovini, recimo si predstavljam, da zdaj tebi pošiljam svetlobo in ti želim vse dobro, v trgovini, prodajalki, vsem ostalim, ki so tukaj v studiu. In je neverjetno, koliko čudežev prinese ta enostavna praksa, samo da se spomnimo, da se povežemo z globoko ljubeznijo, prijateljskostjo do vseh biti, do vsega življenja, ki je v nas. Z njo objamemo vse, kar se dogaja v nas, lahko notranji nemir, karkoli, in kar se dogaja okrog nas. In na ta način v bistvu najbolj, kot si rekel, da zagovarjam ljubečo prisotnost, najbolj jo žarimo, tako da jo živimo. To je najbolj pomembno, ja. Tako da se na to poskušam čuječe opominjati pogosto in čim večkrat delati take vaje in so tudi osnova vseh mojih učenj, v bistvu in meditacij in joge in vsega. Če iz te ljubeče prisotnosti izvajamo karkoli, ima vse čisto drugo kvaliteto. Seveda, in je izjemno učinkovito potem, ker je srce v ozadju, Tako. Delamo z tistim, kar zares smo, s celotnim bitjem, prisotnostjo, zavestjo, Tako, in tudi v bistvu si damo namero, naj delamo tisto, kar prinaša mir, srečo nam in drugim bitjem, nam in mreži življenja, celotni mreži življenja. In se povežemo z neko modrostjo, ki bolje od naše glave ali pa vseh priučenih mehanizmov ve, kaj to je. Torej, jaz si lahko dam zdaj v glavo, da bom izvedla popolnoma pravilno, recimo eno jogijsko asano. Ampak potem, ko sedim s sabo, ko se tako pobožam, mogoče začutim, da danes pa moje telo potrebuje nekaj drugega. Ali pa pri nekem dejanju začutim, da mogoče, ko učim recimo, ko učim skupino in se povežem na ta način, imam lahko nek program, ampak začutim recimo, ko naredim to ljubečo naklonjenost na vse, da zdaj pa mogoče v tem trenutku to ni na mestu, pride nek navdih za nekaj drugega in imam zelo pozitivne odzive od ljudi glede tega, kako tudi začutijo, kako sama vsebina, kako sam stik teče, če nisi v programu, čeprav to seveda je zelo dobro, da imamo kvalitetna orodja in programe, ampak da jih znamo tudi
spustiti in teči s tem tokom in zaupati temu, da če smo ljubeče prisotni, je to veliko, je to največ in vsa naša znanja se povežejo s to osnovo potem. Torej, ena taka spontanost, a ne, v življenju, da čutimo v tem trenutku, kaj je tisto, kar bi želeli predati in potem tudi to naredimo, ne? In zame je to tudi merilo uspeha. Ali sem, v bistvu je zame uspeh to, koliko sem ljubeče prisotna v svojem življenju zase in za druge. In včasih si lahko po zunanjih merilih zelo uspešen, pa čutiš, da izgubljaš recimo stik s tem, takrat je svoje življenje preuredim na način, da to spet povežem tudi, če sem zato manj produktivna, manj uspešna, manj po nekih zunanjih kriterijih. Ampak zame je to vrhovno merilo, ker me to najbolj osrečuje. V Aziji je eno kraljestvo nad Indijo, Butan, kjer namesto bruto državnega proizvoda merijo srečnost prebivalcev. To je vrhovna vrednota. In ko sem jaz odprla svoj SP, sem si rekla, jaz bom odprla svoje podjetjece s to vrednoto. Moj načrt je, da je to namenjeno povečevanju sreče in miru zame in za vse, s katerimi pridem v stik. In to je moje merilo. In drugo je povezano s tem, a ne? Ja, odlično. S seboj imaš tudi en poseben predmet. Nam lahko malo več poveš? To je knjižica Prebudnica, beležka Prebudnica, taka čudovita, ki jo je ustvarila moja sicer zelo ljuba prijateljica, ki me zelo podpira v prebojenosti, doktorica Saša Kranjc. In jaz sem se takoj zaljubila v to njeno stvaritev, vsebuje še take dušne pobožke. In me zelo podpira pri tem, je zdaj že celo poletje, ko sem si podarila zelo veliko časa za še globlji stik s sabo, za pogovore z notranjo modrostjo. Si zapisujem svoje uvide, svoje prebliske, svoje navdihe v to prebudnico, tako da je to moja sveta knjiga. In bi k temu želela, k temu opogumljam tudi druge ljudi, ne potrebuje, v kakršenkoli zvezek, ki vas pri tem podpira. V bistvu kako pomembno je pisati sveto knjigo svojega življenja. Torej, poleg vseh svetih knjig, svete poezije, ki nas lahko navdihujejo v življenju, je zelo pomembno, da takrat, ko začutimo, kako nam spregovori naša intuicija, navdih, naša notranja modrost v teh trenutkih miru, tega stika, da si zapišemo, kaj nam pravi. Ker potem, ko navalijo strahovi, kar se nam vsem dogaja, ne glede na to, kako dolgo se že s čim ukvarjamo, strahovi, dvomi, vse tisto, kar ruši naš stik, takrat se lahko zatečemo k tej modrosti, ki je zapisana po naši meri in nas vodi unikatno skozi naša življenja. Tako, jaz tudi dam ljudem nalogo, da si pišejo dnevnik, svoje občutke, doživljanja, uvide, prebliske, ne, je to zelo dragoceno, ne. Ja. Super. Dejansko zanimate tudi indijska filozofija, zgodovina, ne, kultura joge, dodiplomski študij filozofije primerjalne književnosti, sem rekel v napovedniku, na Filozofski fakulteti si zaključila tudi za diplomsko nalogo Bhagavad Gita med književnostjo in filozofijo in zato dobila tudi Prešernovo nagrado, ne. Tako da čestitam. Mene res ta Bhagavad Gita in vedska kultura, to je v bistvu dragulj vedske književnosti. Kaj si ugotovila, ko si to študirala, proučevala? Zame je bilo ves študij, tudi potem doktorski študij, v bistvu se je povezoval z mojo prakso ves čas. Tako da tisto, kar mi je bilo zanimiv, sam ta akademski študij, ampak ves čas, kako lahko jaz to v življenje prenesem. In Bhagavad Gita je čudovita učiteljica življenja. Je v bistvu dialog, ki se dogaja na bojnem polju. Nekateri učitelji to razlagajo, da to bojno polje simbolizira naše življenje, ki je ves čas polno nekih konfliktov, stresnih situacij in takrat, ko je v bistvu bitka na vrhuncu, je najbolj pomembno se povezati z božanskim v sebi. Tako da tam se sicer pogovarjata bojevnik Arjuna in bog Krišna, ampak v bistvu imamo v sebi tega bojevnika, ki mora se soočiti z življenjem in mu je to težko, in to višjo modrost,
modrost, s katero se pogovarjamo. In ta višja modrost pravi, to je osrednje sporočilo, karma yoga, yoga delovanja, kako lahko vsako svoje delovanje v bistvu spremenimo v jogo, v tisto, kar prinaša več stika v našem življenju. In tega se poskušam držati. Torej najprej je, da se povežeš z neko motivacijo, ki je plemenita. Torej, recimo s to namero ljubeče naklonjenosti. Preden recimo pridem v studio, se povežem s tem, naj danes povem reči, ki prinašajo ljudem mir, navdih. In potem recimo se potrudim po najboljših močeh. In potem izpustim ta rezultat. Zdaj nekdo bo imel tako reakcijo na to, nekdo drugo. In če se jaz zdaj z vsem tem ukvarjam, sem v stresu in ne more to gladko teči. Se pravi, spustim ta rezultat, dovolim, da življenje stori svoje in tako iz trenutka v trenutek, iz dejanja v dejanje, se pravi, delovanje, ki je usmerjeno na motivacijo, ki je povezana tako z mojim dobrim kot višjim dobrim celote in na to, da res vsak trenutek prisotno delujem in potem spustim, kaj se potem zgodi, pa ni v moji moči. Življenje potrka na take in drugačne načine, take in drugačne ovire prinaša. In na doktorskem študiju sem se pa ukvarjala, to se zelo tako končno sliši, ta nedvojnostni tantrizem, ampak v bistvu pa še korak dlje, pravzaprav ena čudovita filozofija, ki govori to, kar govorijo tudi številna novodobna učenja in v bistvu uči, kako videti božansko v vsem vsak trenutek. Tudi takrat, kadar tudi v težkih rečeh, tudi v težkih situacijah in tudi v svojih lastnih sencah in kako to preobražati, da je celotni tok življenja čim bolj celovit. Torej sprejeti to, kar je. In enkrat sem rekel, predanost je zaupanje, da je vse prav, točno tako, kot je. Da se res predaš in zaupaš pač tistemu najvišjemu, tudi ko je težko, tudi ko so stiske, ko pridejo preizkušnje, da se zavedaš, da je tudi to za nekaj dobro. Ponavadi za nazaj, ko gledamo življenje naše, vidimo, zakaj je bilo to dobro, zakaj se je točno tako moralo odviti, kot se je. Mogoče kakšno besedo še. Tako kot praviš. Ja, jaz tudi recimo zdaj, ko gledam za nazaj vidim pa pri sebi, da ne moreš se iz glave v to prestaviti. Se pravi, če si samo dopovedujem, če si nekaj samo iz glave dopovedujem, pa v telesu pa čutim recimo neko stisko, potem lahko to celo potlačim. Tako da zato meni pomaga ta pristop celostnega ali joge ali česarkoli, stika z naravo, plesa, karkoli, kar nas poveže, da telo v bistvu najde svojo modrost, da dam priložnost si recimo v stiskah, v težkih situacijah za počitek, da res čutim, da si dopustim čutiti vse, kar je, da dam zrak, da diham, dam zrak vsemu temu, kar čutim in potem zaupam tako notranji modrosti kot podpori življenja, da me vodi. In vodi me lahko na 3 načine, jaz vidim. En način je, da pride nek navdih od znotraj in da mi življenje da moč, da zdržim. Ali da najdem pot, da zdržim. In včasih je še toliko večje veselje oziroma zadoščenje potem, ko so okoliščine res težke. In pride ta notranja moč, se v bistvu ravno v soočenju s temi težkimi okoliščinami se prebudi in se kali. Drugi način je, da me življenje podpre. Da me življenje podpre na načine, na katere si moja glava niti slučajno ni mogla domišljati, da me bo življenje podprlo. In imeti odprte oči za vse te čudeže, ki se dogajajo iz dneva v dan. Super. In tretji način, življenje me podpira tudi s tem, da me ovira. Ovire imajo velikokrat zelo pomembno funkcijo, ali da me ustavijo, da se ponovno vprašam, je to res prava pot in če je to res prava pot, da v sebi izberem moč, kako iti čez oviro, mimo ovire ali preobraziti oviro v priložnost. Tako, super. Bova nadaljevala po kratkem predahu. Se vidimo torej čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, 3. delu oddaje Prebujeno srce Slovenije, z menoj krasna Tina Košir. Tina, vsi govorimo o teh prelomnih časih, Kako je zdaj v bistvu težko, kako je zdaj pot navznoter,
vemo, veliko depresije, veliko anksioznosti, oba se srečujeva z temi stanji, tudi najverjetneje, ne. Tako da v teh časih, kaj je tisto, kar lahko zdaj ljudje naredijo? Mogoče kakšen nasvet, usmeritev? Mislim, da tudi, ne, čeprav pravimo, smo vsi v istem čolnu, dejansko smo nekako vsak v svojem čolnu, se mi zdi tudi kot vsak v svojem svetu, skoraj kot bi bili vsak v svojem vesolju, in je tudi doživljanje tega časa za ljudi zelo različno. Tako da jaz si ne bi želela pametovati nekaj na splošno, ampak bolj v smislu tega mogoče v teh časih in vedno, da si dovolimo, da si vzamemo kakršnokoli priložnost, v kateri čutimo, da smo bolj povezani z mirom in z jasnostjo. Za nekoga je mogoče to šport, za nekoga je to joga, za nekoga je to, mislim, za mnoge od nas je to, da smo več v naravi, čutimo klic po temu. Ljudje čutijo tudi, se mi zdi, močen klic po tem, po druženju, po pristnem stiku z drugim, s tem, da se resnično poslušamo, da smo prijatelji sebi in drugemu, da če imamo ljudi, ki so v stiski, da jih v bistvu poslušamo, da Sočutje, ne? ja, poslušamo, preden želimo koga mogoče reševati, ne? In enako tudi sabo. Najprej se poslušati, ker včasih ne imaš tudi ti izkušnjo, da že ko ustvarimo ta sočuten, ljubeč prostor zase, se pravi, že samo tista vaja, ki smo jo delali prej. In ko ta naša notranja stiska začuti, da ima prostor, potem se včasih kar razelektri in nastane nek prostor za neko jasnost, ki pa pozna naslednji korak. In mogoče to, dati si dovoljenje, da še ne vemo za 10 korakov naprej, ampak vemo za naslednji korak. Zdaj vem, naslednji korak je, tudi če poznam naslednji korak, da grem tja in naredim to, se osredotočim na naslednji korak in potem naslednji. In da se umirim vsakič, ko začutim potem potrebo. Se mi zdi, da če si damo dovoljenje za to, se lahko že marsičesa osvobodimo, kar nas sicer še dodatno obremenjuje. Torej, dovoljenje biti tudi ranljiv, ne, pokazati. Tako in poiskati, ne, ker imamo različne stiske, ljudje imajo različne stiske zdaj, tako da gotovo ni nekega znalca, ki bo pa zdaj razrešil vse naše stiske. Ampak poiskati ljudi, ki nas lahko podprejo, prositi za pomoč, prositi za podporo, se vprašati, kateri ljudje me zdaj navdihujejo, in bo naš lastni notranji mehanizem bo v bistvu začutil, kateri so tisti ljudje, tista orodja, tisto, k čemur me kliče, tisto, kar mi bo zdaj dalo moč, da grem naprej. Odlično. 12 let, ne, si bila tudi sovoditeljica oddaje Knjiga mene briga. Ne, si velika, bova rekla, oboževalka ali pa nekaj takega knjig, rada bereš. Mogoče kakšna izkušnja z tega voditeljskega področja? Tako, ker dolgo sem sedela na tvojem stolu, zato toliko bolj čutim in vem, kako dragocen voditelj si zdaj ti v tem trenutku, ki ustvarjaš tak močen prostor prisotnosti, miru, da ta pogovor lahko teče in da prikličeš iz mene najboljše, kar je. In to je bila moja motivacija, recimo tudi kot voditeljica. Sicer je bil pogovor o knjigah, ampak tudi ob knjigah. In vedno, karkoli sem delala, sem si želela v bistvu to ustvariti nek prostor, kjer lahko pridejo na dan vsebine, ki nas vse skupaj bogatijo. In res, kot praviš, knjige so bile vedno moje velike prijateljice, moje pomembno okno v svet. Mogoče zdaj v tem obdobju berem najmanj, kakor sem v celem življenju, ravno zato, ker sem si želela pa zdaj dati tudi nekaj prostora za to, da se te besede toliko bolj utelesijo, toliko bolj naselijo v samem življenju. Tako da v bistvu enako ali pa še bolj dragoceno kot brati knjige, mi je brati knjigo življenja. In brati knjigo življenja, ki je vsak človek, poslušati ljudi in pisati svoje knjige življenja, modrosti, tudi če niso potem objavljene, a ne? Ampak vsak človek piše svojo edinstveno knjigo in te knjige so mi neizmerno fascinantne tudi. So res dragocene, a ne? Naše življenjske izkušnje, s katerimi pridobivamo modrost. In ta je popolnoma edinstvena. Še nikogar ni bilo nikjer na svetu,
ki bi imel tako izkušnjo, kot imaš ti v tem trenutku. Tako. In 1 to je proti 400 milijard, mislim, da je možnosti. Ne? Wow, Da no, ja, da ti smo si tukaj. verjetno boljši s številkami in z vsem tem, tako da zaupam tvojemu podatku. Je bila gostja dr. Jana Valj, zdravnica holistična tudi, ki je povedala to. No. Wow, fascinantno, tega pa še nisem vedela. Evo, koliko se vsak dan nekaj novega naučimo. Res smo unikatni, edinstveni, neponovljivi, ne? In tega bi se morali več zavedati. Ne? Se mi zdi tudi v šolskem sistemu, ne? Jaz sem zdaj 3 leta delala tudi kot asistentka na fakulteti in se mi zdi recimo, da bi bilo treba, tako tudi, ko sem obozovala že dijake, študente, pa že tudi osnovnošolce, bi si tako želela, da bi bil recimo šolstvo bolj usmerjeno k temu, da opolnomoči, opogumi ljudi za to in jim da orodje, da bi vsak lahko živel svojo edinstveno zgodbo, namesto samo nekega znanja, ki si ga trpamo v glavo in od česar glava boli. Tako da si res želim, da bi šel mogoče svet v tej smeri, kar pa lahko naredimo, je, da začnemo pri sebi, smo sprememba, ki jo želimo v svetu in širimo to med ljudmi, vsak tam, kjer smo, po svojih najboljših močeh in si ne dovolimo dopovedati niti zunanjemu svetu, niti svojim lastnim notranjim kritikom, da je to nič vredno ali nepomembno. Jaz mislim, da če greš po cesti in vidiš človeka, ki ima slab dan in se mu prijazno nasmehneš, ne moreš vedeti, kaj si naredil za tega človeka. Evo, to je učenje Bhagavad Gite, odveži se od rezultata, od delovanja, ampak podari ta nasmeh, podari to vzpodbudo, podari to ljubečo prisotnost, podari tudi samo dobro misel, dobro željo, ali kadar lahko podarimo kaj več drugemu, toliko bolje seveda. Tako, skupaj, v bistvu, darila smo si drugemu, ne? Če le se tega zavedamo, da smo lahko ta ljubezen in da širimo ljubezen navzven. Ja, živeti kot dar, to je v bistvu največji dar, ki ga lahko damo tudi sami sebi. Ker ko se vprašam, jaz vsako jutro delam eno vajo, se povežem s to ljubečo naklonjenostjo in preden delam karkoli drugega ali pa včasih po jogi, se vprašam, ljubezen, kako ti lahko danes služim? Wow. Me je zmrazilo. Ja, in sedim s tem vprašanjem, ljubezen, kako ti lahko danes služim. In ne glede na to, kakšno službo imam v življenju konkretno, s kom pridem v stik, je to v bistvu temeljno vprašanje, s katerim se tudi povežem, kako lahko v tem trenutku služim ljubezni. In je v bistvu, ker beseda služba prihaja iz služenja, beseda poklic prihaja iz poklicanosti. In v prvi vrsti mislim, da smo zaposleni pri ljubezni z veliko začetnico, če želimo biti srečno in zaposleni v življenju. A ne? In vse ostale službe bodo toliko izpolnjujoče, kolikor je to povezano s to temeljno službo. Tako, kolikor bomo res služili človeštvu za dvig zavesti, in s tem seveda največ doprinašamo, ko smo mi zgled. In sedaj je čas za vodenja zgledom. Ne? Tako, in velikokrat recimo nas v življenju skrbi to, kako bomo poskrbeli zase, za svoje drage in to je seveda zelo realno, toliko bolj v časih, ko te podobe tega pomankanja, groze, bolezni od povsod. In takrat še posebej se je dobro usesti v to naročje ljubezni in začutiti, jaz vedno znova začutim tudi v težkih življenjskih izkušnjah sem, kako pravzaprav jaz moram poskrbeti za to, da služim ljubezni. Potem pa ljubezen življenje poskrbi zame. In je neizmerno milostno in poskrbi na te načine, ki sem že prej omenila. Ali da pride moč skozi mene, ali da me podpre od zunaj, ali pa tudi s tem, da me ne podpre takrat, kadar ve, da to potrebujem, ker moram razviti neko moč, ki je drugače ne bi. Če delamo mogoče nekaj iz uma, pa ni dobro za nas tudi življenje ustavi. Včasih nas pa ustavlja tudi, kadar delamo nekaj, kar je dobro za nas, ampak prav kot da bi morali razviti še dodatno notranjo moč. Tako, če gledam svoje življenje nazaj, seveda pa ne bi rada pametovala zdaj nekomu, ki je v stiski, pa čuti, da zanjo ali zanj to zdaj ne zazveni. Ampak zame, ko pogledam tako na svoje življenje, mislim, da sem lahko
najbolj služim sebi in drugim takrat, kadar uspem to zagledati v tej jasnosti. Izgubljam pa tudi sama stik s to jasnostjo še vedno, tako da se ta jasnost ni stalno prisotna, ampak so orodja, so načini, so podpore, so prijatelji, so take oddaje, ki nas opogumljajo, da vedno znova najdemo stik s tem, kadar ga izgubimo. Da se dvignemo, da dvignemo svojo zavest, svojo vibracijo. Ja, in ker ljudje imajo velikokrat ta občutek, že toliko časa delam to in to in to, pa še vedno se mi zgodi, da se mi spodrsne, še vedno se mi zgodi, da imam slab dan, še vedno se mi zgodi, da sem zadirčna, zoprna, karkoli. Ja, ker smo ljudje in soočamo se z težkimi preizkušnjami, dogaja se nam marsikaj, nismo vedno optimalno, 1000 različnih stvari vpliva na nas, tako da ni važno, kolikrat pademo. Važno je, kolikrat se poberemo. Poberemo, ja. Tako. Za zaključek še mogoče, praviš, da sedaj v tem obdobju se izrazito poglabljaš vase, imaš te duhovne uvide, praviš, da gre za sveti čas zorenja, ko dejansko večino časa posvečaš notranjemu delu. Kakšna spodbuda za naše gledalke in gledalce, da se tudi mogoče oni, tisti, ki morda še niso, obrnejo navznoter? To pride z nekim klicem, se mi zdi, se ne da na silo, ampak mislim, da zdaj v tem trenutku zelo veliko ljudi ta klic sliši, pa se mu ne upa slediti v meri do tja, kamor bi jih klic speljal zaradi številnih dolžnosti in obveznosti, ki jih seveda imamo v življenju, in to je vedno malo težko združljivo. Za vse, ne glede na to, kako lahko recimo to za mene izgleda od zunaj, ampak je veliko strahov, s katerimi se moram tudi jaz ukvarjati na tej poti. Tako da jaz bi nam vsem privoščila, da si dovolimo, nekateri pravijo, si moram čas vzeti, da že govorimo drugače sabo, želim si podariti ta čas, posvetiti ta čas temu, kar je sveto svetlo v meni, da lahko to svetlobo potem podarjam, iz tega delujem, to potem prežema vse, kar počnem. In včasih so res take okoliščine, da si ne moremo vzeti veliko tega časa, ampak da se toliko ustavimo in premislimo, ali kaj takega, kar nas prazni, kar nas ne polni, kar lahko malo zmanjšamo in na ta način dobimo čas, da se bolj posvetimo tistemu, kar nas polni, karkoli je to za koga, ali je vrtnarjenje, ali je karkoli drugega, ampak tisto, kar nas napolni in da potem z večje polnine, v bistvu iz polne skodelice, nalivamo to izvirsko živo vodo življenja drug drugemu. Tako, super. Hvala. Žal morava zaključiti z oddajo. Še bi klepetal s teboj, res bilo mi v čas veliko veselje, da si prišla kot gostja v oddajo. Najlepša hvala, Dejan, tudi jaz sem srečna, da sem lahko s tabo in z vsemi gledalkami in gledalci. Hvala ti. Hvala tebi. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami. Hvala vam, ker ste, in hvala, ker gledate to oddajo.